živimo v časih, kjer nas neprenehoma merijo, tehtajo, razvrščajo. Skratka, imamo veliko nekih sistemov, ki pravzaprav spodbujajo tekmovanje. Mi menimo in verjamemo in tudi izhajamo iz predpostavke, da bomo resnične probleme, ki jih ima ta družba, organizacije in posamezniki, pravzaprav rešili z sodelovanjem. To smo želeli prikazati v raziskavi, ki smo jo izvedli na Norveškem, in sicer v 5 različnih podjetjih iz zelo raznolikih panog: gradbeništvo, pomorstvo, bančništvo, javna agencija. Rezultati so lepo pokazali, da spodbujanje mojstrske motivacijske klime tako na ravni posameznika kot na ravni delovnih timov spodbuja deljenje znanja in zaupanje med sodelavci. Z raziskavo ciljamo dejansko na ljudi, ki se ukvarjajo z vodenjem in z ravnanjem z ljudmi pri delu, tako po praktični kot tudi po raziskovanju ali pa recimo temu teoretični plati. Rezultati so definitivno relevantni tudi v našem prostoru, tako v zelo raznolikih delovnih kontekstih, kjer je pomembna ustvarjalnost, sodelovanje, inovativnost, kot tudi v akademskem svetu. Mi smo že v preteklem raziskovanju pokazali, da bi morali akademiki deliti svoje znanje, in to naša narava dela tudi pričakuje od nas. Ne glede na to, vseeno skrivamo znanje tudi med sabo in v bistvu z mojstrsko motivacijsko klimo lahko te efekte presežemo. No, in tudi čez 10 let bo zadeva še vedno relevantna, še vedno bo ta tenzija med tem ali sodelovati ali tekmovati prisotna. To je v človeški naravi.